Namen današnjega srečanja je, da nekako osvetlimo vlogo jedrske energije, da jo vidimo kot nizkoogljično, da jo vidimo v energetski mešanici Slovenije tudi v bodoče. Povabljeni so bili vsi ključni strokovnjaki iz tega področja, z energetike, iz obeh stebrov, strani Hrvaške, HEP-a in pa seveda iz NEK-a, potem pa seveda Univerza, Inštitut Jožef Stefan in pa Električni inštitut Milan Vidmar. Naslovili smo vrsto, veste, v zadnjem času nekako jedrska energija pridobiva neke vrste renesans ali pa da rečem revival jedrske energije, ne samo v Evropski uniji, tudi seveda v Sloveniji, kjer jo poznamo oziroma z njo živimo, sploh to lokalno prebivalstvo z njo živi preko 40 let, dokazuje se kot zanesljiva, varna energija, seveda pa to želimo nekako v naslednjih korakih predstaviti tudi vsem državljanom Slovenije in okoljskim državam, ki nekako, kot veste, Avstrija je ena tistih, ki tradicionalno nasprotuje jedrski energiji. Sodelujemo v iniciativi enako mislečih držav, predvsem nekako pod pokroviteljstvom Francije in ostalih držav, ki imamo jedrsko energijo, ki jo bomo imeli tudi v prihodnje, prizadevanja, ki gredo glede taksonomije, torej uvrstitve jedrske energije, da je vidna kot zelena. Potem pa seveda v izobraževalni sistem smo se pogovarjali z kolegi iz Električnega inštituta Milan Vidmar in Inštituta Jožef Stefan, se pravi, potrebovali bomo ali pa popularizirali vlogo študija, če rečem jedrskega, da bo to neke vrste prihodnost naslednjih 60 let, zagotovo. Če bomo šli v drugi blok, predvsem pa z prvim blokom podaljšanjem življenjske dobe, nekako te stvari naslovili in pa seveda z kolegom iz HSE-ja naslovili vprašanje zaprtja oziroma prenehanja uporabe premoga v Sloveniji, se pravi 1/3 z letom 2033 nekako se preneha uporabljati, ta manjko, kako ga nadomestiti, s katerimi viri, se pravi, zaključujemo z kombinacijo obnovljivih virov in pa jedrske energije. A je bilo s hrvaško stranjo tudi že kaj govora glede potencialnega partnerstva? Ne, s hrvaško stranjo se pogovarjamo o 40-letnem dobrem sodelovanju, seveda z nekaterimi takšnimi in drugačnimi nihaji, ampak jaz mislim, da v zadnjih nekaj letih je to sodelovanje z hrvaško stranjo odlično, kar tudi partnerji iz Hrvaške priznavajo. Glede taksonomije, ki ste jo omenili, zdaj do konca leta naj bi se Evropska komisija odločila, jedrsko da ali ne na zelene naložbe. Kaj, če ne bo jedrska uvrščena na zelene naložbe? Kako potem naprej glede? Poglejte, jaz sem prepričan, da bo, saj z signali, ki prihajajo z komisije, nenazadnje predsednica komisije von der Leyenova govori o obnovljivih virih energije, o zelenem prehodu, ki ne bo mogoč brez zanesljivega vira, to pa je jedrska energija in pa neke vrste mogoče še zemeljski plin kot prehodni energent. Tako da vsi signali, ki prihajajo iz Evropske komisije, ki naj bi izdala ta prvi in drugi delegiran akt, gredo v smer, da bo jedrska energija pripoznana kot tista, kot zelena, kar bo tudi pozitiven signal potem vsem finančnim investitorjem ali pa potencialnim tistim družbam, ki bi sodelovali pri investiranju. Kaj pa glede referenduma? Se morda še kaj več ve, kdaj bo ta referendum potekal? Poglejte, jaz mislim, da najprej je potrebno vse te postopke, kar se tiče kar mora investitor speljati, umeščanje v prostor, finančna konstrukcija in nekje pred dokončno odločitvijo, se pravi tisto dokončno finančno odločitvijo najverjetneje sprejeti še vse ostale, prepričati lastnika, se pravi in nadzorni svet in državo, potem pa bomo videli, kako bo naprej. Se pravi, glede drugega bloka, kakšnih konkretnih datumov, sklepov ni bilo? Ne, kar se tiče konkretnih datumov, sklepov ne. Vemo, da nekje v letu 26-27 najkasneje mora biti odločitev sprejeta, kako naprej. Potem pa sledi seveda gradnja, če bojo seveda vse te predpostavke, o katerih sem govoril, izpolnjene. Doslej je bilo za te priprave vložene že nekaj denarja, koliko računate skoraj, da bo poštali? Samo načrtovanje seveda za seboj potegne tudi finančni vložek. Kot veste, kolegi iz nuklearne in pa iz Gena so kar nekaj vložili, takšen projekt kot je, takšne dimenzije, govorimo o megaprojektu nenazadnje, mora biti seveda tudi posledično ustrezno skomuniciran in pa seveda stane, vse študije stane, umeščanje v prostor stane, kar pa tisto jedrska varnost ima tudi neko svojo ceno, ki jo pa ne moramo meriti v denarju, mora biti vse te predpostavke prej izpolnjene. Omenili ste umeščanje v prostor, to pomeni že, da bo elektrarna stala v Krškem ali se še pogovarjamo? Ena izmed variant seveda je Krško, jaz mislim, da kje drugje težko glede na lokalno prebivalstvo, kot sem že omenil, oziroma lokalni ta element, mislim, da je dosti dobro sprejeto in zakaj ne bi s tem drugim blokom nadaljevali tukaj, kot je, nenazadnje bo tukaj tudi na Vrbini odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. To bo eden izmed naslednjih, dogodkov, s katerimi se bomo z lokalnim prebivalstvom in tudi najverjetneje z nevladnimi organizacijami pogovarjali. Gradimo en večji objekt ali bomo mogoče šli na več manjših? Poglejte, energetsko dovoljenje je izdano za 1100 MW plus minus 10%. Pa je drugače, opcija, da bi se mogoče kdaj v prihodnje razmišljali tudi o malih modularnih reaktorjih, kot so na primer v Romuniji se zdaj odločili. Poglejte, teh stvari smo se tudi pogovarjali, vse stvari so zdaj že enkrat še bolj v razvojni fazi, je pa to se gotovo prihodnost, čez 10, morda 15 let, takšni mali modularni reaktorji v nekem kraju, kjer lahko to služi kot kogeneracijski objekt, hkrati proizvede toploto, električno energijo, je zagotovo to prihodnost in tudi o teh stvareh smo se pogovarjali. Absolutno teh SMR-jev, kot se jim reče, ne izključujemo. Smo mi edini v tem krogu, ki se razmišljamo o jedrski energiji. Kako mislite, v katerem krogu? Tle sosednjih držav, Madžarska. Jaz mislim, pogledajte, Madžari razmišljajo o tem, Madžari gradijo 2 reaktorja, Pakš gradijo, oziroma Čehi razmišljajo intenzivno o tem, tudi država, ki ima jedrsko, Slovaki, Poljaki, so nekako te države okolice nas, ki so nekako prepričane, da je jedrska energija tista prava za prihodnost. Referendum ste omenili, da je sprejemljivost v lokalnem okolju, referendum v celotni državi? Ne, jaz bi želel govoriti o tem, da smo Slovenci za prehod v nizkoogljično družbo oziroma z vsemi temi kombinacijami, ki jih poznamo, ne zgolj in samo v nekem proizvodnem objektu. Je pa to izredno pomembno vprašanje, za katero pač mora stroka poskrbeti, da prepriča ljudi, da jim da prave odgovore, da se izmenjajo mnenja zagovornikov in tistih, ki so recimo proti zaenkrat, da pač poslušajo, da ni jedrska energija nekaj tazga, kar bi kar a priori brez nekega treznega premisleka na prihodnost zavrnili. Ker ne nazadnje gre za objekt, ki bo deloval 60 let. Vidite, kaj se dogaja s prvim blokom, 40 let je mimo, podaljšujemo življenjsko dobo še za 20 let in jaz mislim, da je tle pač z nekim pozitivnim pristopom, s transparentnostjo, z odkritostjo potrebno vsa vprašanja nasloviti. Kakšna pa je po vaši oceni, po vašem mnenju, kakšna je ocena sprejetosti tega objekta oziroma ali državljani si želijo novega? No, državljani se zagotovo želijo zanesljive pa varne oskrbe z električno energijo in to je ena izmed priložnosti. Torej, kako, na kakšen način, če bo to prišlo do neke javne razprave, počakajmo. Poglejte, za primerjavo Nemčija je bila še leta 2019 približno 35% podpirala jedrsko energijo. Pa so se Nemci odločili že leta 2001, da bodo izstopali oziroma da naslednje leto izstopajo iz jedrske energije. Danes je ta podpora 50%. Kljub temu, da je vlada že takrat napovedala, da se umikajo iz jedrske energije. Seveda sistem elektroenergetski potrebuje neko stabilnost, neko varnost. Ne moremo temeljiti vse samo in izključno na obnovljivih virih energije. Glede sprejetosti, mislim, da kolegi na Genu oziroma na nuklearki delajo tako, da približno te podatke imajo. Ni pa, bom rekel, nekega nasprotovanja temu a priori, podobno kot je javno mnenje v Avstriji ali kaj takega. Pa imamo kakšen rezervni načrt, če bi slučajno res šlo, se pač javnost odprla temu, da imamo? Ne, če govorimo o rezervnem načrtu, pomeni, da nismo s prvim načrtom prepričani. Naša naloga je vseh energetikov, pa tudi, če želite, vseh ostale stroke, da s komunikacijo pravilno, odprto, transparentno prepričamo, da je to tista prava pot, s katero živimo že 40 let. Mi živimo tukaj, lokalno prebivalstvo živi z njo 40 let. Daj zaposlitvo, daj neko dodano vrednost. Tudi med samo gradnjo bo prihajalo do dodane vrednosti.